Nič domen. Gremo štartati. A začnemo? Veš da? Ja, veš da. Dobrodošel v Moravčah. Hvala lepa. Da sem tole, mogoče, evo, takole, da te bojo vsi slišali, da te bomo slišali. Zdaj minuta življenja, oziroma minuta lahko reši tudi življenja. In v tej minuti nastopijo, oziroma zdaj konkretno nastopaš ti, ki moraš ostati zbran, miren in učinkovit, ne glede na to, kaj te čaka na terenu. Okay, ja. Zdaj, kako ti to odgovornost prenašaš? To je velika odgovornost, ne? Ja. Lahko mi pa še prej poveš, kako si sploh prišel v ta poklic. Je bila to tvoja otroška želja, ali je bil kdo pred tabo, v tvoji familiji, reševalc? A je to zapisano v DNK-ju? Kako je s tem? Ker to je vse prej, za moje pojme, kot običajen poklic. Res terja. Še pa še, ne? Okay. Od tebe. Zdaj poklic reševalca. Vzem si časno. Ja, pa malo razloži. poklic reševalca kot taka, ne, to ne veš, ali si za njega, ali nisi za njega, oziroma za ta poklic, dokler ga ne začneš upravljati. Ko me kdo tako pravi, kako veš, da si bil za reševalca, in ne veš, moraš iti v šolo, moraš narediti šolo, pa se moraš tega lotiti. In šele potem tekom dela spoznaš, ali si dosti močen strokovno, predvsem pa osebno, da to zdržiš ali ne. In jaz tudi vedno našim mlajšim kolegom pravim, ne, ker zdaj, ko prihaja nova generacija reševalcev, se ful jih skrbi, da če bojo spoznali, da oni niso zato, da to za njih fail, ne. Ampak dejansko ne smeš to tako gledati, ker to je poklic, kjer za njega moraš biti narejen. Moraš se zavedati vseh odgovornosti, ki jih nosiš do sebe in do ljudi, ki jim pač hočeš pomagati, oziroma kar rešiti na intervencijo, in da spoznaš na neki točki, da mogoče to ni zate, ali pa da ni več zate. Ni to noben fail, ne osebni, ne strokovni. Moraš biti pa sam do sebe toliko pač v bistvu kritičen, pa fair, da rečeš, ok, ne morem več, ne zmorem več, a pa sploh ne zmorem tega. In tudi moja poklicna pot je bila tako, noben v moji familiji ni bil v bistvu v zdravstvu, bila sta ded pa babi sta bila v farmaciji, oče, brat sta v strojništvu, jaz sem pa do te svoje poti pa šel čisto nekoliko spontano. Najprej sem šel v bistvu v strojništvo, pa sem hotel biti neki pilot, pa uno tretje levo, desno, gor dol, pa sem rekel, jaz to ne bi bil pilot, sem rekel, kaj če šel jaz to zdravstveno šolo, prav bi jaz delal v rešilcu. In sem delal takrat uno prekvalifikacijo in zelo hitro začel tudi preko študentskega servisa delati najprej na nenujnih prevozih v enem podjetju, in se je to res cool. Potem sem začel pa na našem podjetju, zdaj, kjer tudi delam, smo takrat še študente imeli, tudi za nenujne prevoze, sem začel v bistvu izvajati te prevoze in se začel kaliti. In počas prišel noter, da sem se zaposlil, potem delal kot reševalec, najprej na nenujnih, potem na nujnih, in potem, da sem si zakompliciral življenje, sem najprej spoznal še pol partnerko, sva ustvarila družino, in potem, ko sem imela družino, sem naredil še faks zraven, ne, zakaj bi ga prej, če ga lahko polk je težje, ne, zakaj bi šel to narediti, najprej faks pa bolj delati, tako da v bistvu sem potem, 5-6 let nazaj sem končal še to fakulteto, in ta ves čas v bistvu jaz, odkar sem se zaposlil v zdravstvu, razen če izvzamem pripravništvo, sem reševalc. Aha. Jaz sem skozi reševalc, jaz zdaj 18 let teče, jaz sem skozi reševalc. 18 let? Ja, 18 let. Polnoleten reševalc. Ja, v bistvu 18 let. In nisem, vem kako delati v ambulanti, ker sem tam krožil, ker sem mogel, vem kako delati na SZI v porodnišnici, ker sem mogel krožiti tam, ampak to ni. In jaz vedno pravim, če bom šel ven iz NMP, oziroma iz nujne medicinske pomoči, bom šel ven iz zdravstva, ker jaz druge poti v zdravstvu zase ne vidim. In zato ti pravim, da če si za reševalca, si rojen za reševalca, ampak si samo rojen za reševalca, ni pokle opcije levo, desno, da boš ti nekam šel. Wow. Tako da, ja, in a je to zapisano v DNK? Ja, da ostaneš toliko časa, pa da te to delo ne obremenjuje, da te v bistvu ven vlečeš pozitivo, mora biti v DNK zapisan. Ker če reš ti da delo reševalca samo zato, ker je cool, ker je fancy, ne vem, ker lučke, sirena, akcija, ovo, to, slej, ker prej se zlomaš, pa te izčrpa, pa vidiš, da to ni to. Tako da v DNK mora biti zapisan to. Ne moreš se tega priučiti. Žal ne. Ja. Ko si omenil nov val reševalcev, teh, ki pridejo, kako izgleda to rekrutiranje? Aha, ok. Zdaj,
Moram podati, da ta generation gap trenutno se full vidi. Se pravi, mi, ki smo letnik 80-90 neki, pa zdaj ta, ki so 2000XX, je res tako, ker malo en drugega malo čuden gledamo, kaj ta star hoče, zdaj kaj ta mlad hoče. Ta generacijski prehod je ogromen. To so zdaj v bistvu družba, ki je že bila digitalizirana, družba, ki so jim zelo znane pravice, družba oziroma generacija, ne družba, pa generacija, ki so zelo seznani z vsemi temi stvarmi, ampak to ni nujno slabo. Oni se lahko ogromno naučijo od nas, mi se ogromno lahko naučimo od njih. Mi te stari smo včasih vedno ja, to moramo delati, zato ker so tako rekli, ne govorim samo pač o poklicu, govorim tako, on je tako rekel, jaz moram to narediti. In te tam mladi so zdaj prosili, da pa rečem, zakaj moram jaz to tako narediti? Smo se tudi mi začeli v bistvu od njih učiti, da moramo biti tudi mi malo bolj individumi, pa malo zase poskrbeti. Tako da ta prehod generacijski zdaj, ki se je dogajal, oziroma ki se je zgodil, je v bistvu ful dobro za vse. Oni se od nas učijo nekega reda, discipline, upoštevajo nekih meja, ki jih postavimo. Mi se tudi učimo na drugačen način postavljati neke meje, ki jih moramo postaviti. Je to v odnosih, ali je to v profesionalizmu, ali je to v bistvu v delu, v kolektivu, kakorkoli. To je ful dobra zadeva. Zdaj, kako pa izgleda rekrutiranje? Pač v nujni medicinski pomoči imamo dva profila, zaposlena. Se pravi, zdravstveni reševalci je tehnik zdravstvene nege po osnovi, pa zraven narediš še licenco oziroma nacionalno poklicno kvalifikacijo za zdravstvenega reševalca. Se pravi, to so določene znanje in veščine, ki si jih on pridobi tekom tečaja in izobraževanj in potem s tem svojim znanjem nastopa pred komisijo in ga oni potrdijo, ali je sposoben za zdravstvenega reševalca ali ne. Ta zdravstveni reševalc je v bistvu v ekipi kot voznik reševalnega vozila, njemu se pa vedno pridružuje potem pa diplomiran zdravstvenik, ki pa so v bistvu po končani zdravstveni fakulteti postaneš diplomiran zdravstvenik, on je pa v bistvu spremljevalec v nujnem reševalnem vozilu. Se pravi, za rekrutiranje v bistvu zaposlujemo in tehnike, zdravstvene reševalce in diplomirane zdravstvenike in v idealnem svetu bi bilo to 50-50. 50 je zdravstvenih reševalcev, 50 je diplomiranih zdravstvenikov in tako smo vedno v ekipi. In zdaj k nam pridejo ti ljudje iz fakultet oziroma kot zdravstveni reševalci, pridejo k nam in prvo, kar je, naredijo neko osnovno izobraževanje znotraj naše inštitucije, jih seznanimo z določenimi postopki, z določenimi pravili igre, z določenimi organizacijskimi posebnostmi in potem dobijo oni mentorja za delo v reševalnem vozilu. Tudi jaz sem mentor, pa inštruktor, to pomeni, da v bistvu mi, ki imamo malo več delovnega staža, dobiš mlajšega kolega in potem ti delaš najprej, kakšen mesec dela kot tretji član, se pravi, da v bistvu opazuje delo, ko sem midva sama s partnerjem, on opazuje delo in potem se njega že samostojno piše na reševalno vozilo. Se pravi, da on je del ekipe, teh dveh članov ekipe, se pravi, da dela že v bistvu se počasi začne uvajati za samostojno delo. Se pravi, potem pri zdravstvenih tehnikah in zdravstvenih reševalcih je bolj poudarek na vožnji, pri diplomiranih zdravstvenih pri oskrbi pacientov. In potem tako mi delamo skupaj v izmeni 2, 3, 4 mesece, oni vmes imajo 3-krat preverjene znanje, da pokažejo, kako so seznanjeni s postopki dela. In potem mentorji in pa inštruktorji in ti ocenjevalci rečemo, ok, on je sposoben za svoje lastno delo, mislim, za samostojno delo. Ampak takrat se šele začne v bistvu gradnja znanja. Jaz vedno pravim, mi damo osnovno znanje, nekaj res samo usmeritve, seznamo jih valjda smernicam, ki jih mora poznati v nulo, se pravi in za poškodbe in za internistiko, polk pa račaš sam, takrat se začneš poučiti. In tudi sam pri sebi sem videl, jaz, ker sem v bistvu pa smo imeli bistveno slabše rekrutiranje, bi rekel, jaz sem bil en mesec samo z mentorjem, pa sem mogel pa samostojno delati, sem me vrgal v igro. V bistvu so tako, vrgal sem v vodo, pa šel te za mano, zdaj pa plavi. In ker sem jaz zaključil mentor, sem bil nasovril, jaz sem zdaj reševalec, jaz to vladam, jaz znam, po kakšnem pol leta sem se puno zlomil, jaz nimam pojma, kaj delam. Meni so se, mislim, tako, ko si začel razmišljati, ok, jaz sem to pa to naredil, pa ko če se jaz skele ne bi šla intervencija v to smer, ker sem si jaz predstavljal, pa zamislil, da bo šlo. In pol v bistvu ta breakdown, ko doživiš, ko si sam, takrat se začneš pa še naprej graditi. Tudi pač delo kot tako te vedno nekaj novega nauči. So situacije, ki so vsakdanje, oziroma ne vsakdanje, bom rekel, ki se ti pogosto pojavljajo in točno veš, kako boš reagiral. Ampak skoraj vsako izmeno se zgodi nekaj, ker rečeš, pismo rosno, nekaj novega sem se iz tega naučil. In tudi same intervencije, samo življenje in samo stroka gre toliko nadalje, da moraš se skozi učiti. In v bistvu izobraževanje pa nam se ne neha.
Če ne drugega, se boš pa v odnosih do ljudi učil. Ja. Vsaka izmena ti neki. Ampak čisto vsaka izmena ti neki, da ali je to, da spoznaš neki oseb, ali da spoznaš neki o sodelavcu, ali da neki o družbi, ali da neki o stroki, ali neko novo izum na cesti, kako se kdo kaj naredi. Mislim, res vsaka izmena ti da nekaj novega, ki se lahko iz tega nekaj naučiš, dobiš neko določeno izkušnjo. In zato je spravno, da to je poklic, ki ti omogoča vse življenjsko učenje in osebnostno in strokovno, lahko zelo zrasteš v obeh pogledih. No? Ja. Kaj pa je recimo ena stvar, ki bi jo izpostavil, ki jo mi navadni ljudje ali pa opazovalci ne razumemo o tem poklicu? Kakšno stvar iz zakulisja, ki jo mi ne razumemo? Ne razumete, pa mogoče ne vidite tega, da je tudi nas doskrat na terenu pa ne strah. Ampak da smo tudi tisti, da bi rekel, ja, razumem vašo paniko od svojcev, ker dejansko je pacient v slabem stanju. Ne? In mi se trudimo, da tega ne prepoznajo svojci oziroma očividci, kakorkoli, ampak tudi mi smo včasih v tistem, kar rečeš, ok, ta situacija je res slaba. In to je mogoče tisto, kar se očividci ne zavedate. A se vi to telepatsko zmenite med sabo? Kako to misliš, da partnerji da se med sabo zmeniva? Ja, recimo vidite, da situacija tudi slučajno ni rožnata, tega na glas povedati ne smeš. Kako to? Pred svojci moraš izpadati močan, če tako rečeš. Ne? Ja, mislim zdaj tako. Zdaj, če imaš mlajšega kolega pri sebi, pa ne, moraš tudi prvo že svojo energijo in svojim odnosom pri tej težki intervenciji naga delovati pomirjujoče. Ker če on začuti tudi pri tebi tisto neko paniko, a pa da je vid, pozna tvoje reakcije in da vidi, da si ti odreagiral kako drugače, kot je navajen, tudi njega lahko spraviš v paniko. Pa tudi, če ni mlajši kolega, katerkoli, zato moraš takrat res pri sebi narediti tisto regulacijo, se umiriti, pa reagirati na umirjen način. Je pa s temi partnerji, jaz imam pač enega partnerja stalnega, v bistvu, tako, da imaš večinoma stalni par. Se pravi, stalnega razpisanega, jaz imam stalnega voznika, on ima mene kot stalnega spremljevalca in so na istem avtu skoraj vse čas. Pri nama so že pogledi v nekaj šteja. Ne. Prideš na intervencijo, se spogledaš, že veš, tuf, kle je štala, kle mora narediti to, pa to, pa to. In se ne raba pogovarjati, kaj bova dela, kaj obaviva, kaj moramo narediti in obaviva, kako bo delo potekalo. In tudi vloge so jasne in se ne obremenjujejo s tem, gledaj, ti to naredi, ti to naredi, ti to naredi. On vidi, kaj sem jaz začel delati, on ve, kaj mora biti narejeno in on to naredi. A pa ona, se imamo veliko kolegic v naši stvarini, da ne bom pač izpadel, kot da samo govorim o moškem reševalcu. Ampak ta telepatija, je v bistvu telepatija, oziroma ta res ta konekcija, ki pa samo pač pol povežeš. Je pa res ful je važna ta tvoja prva reakcija, kako boš reagiral, ko v bistvu lahko celo sceno, ki je res kaotična, v sekundi ali umiriš, a pa lahko umirjeno sceno deeskaliraš, pa zapiraš v smer, ki si jo ne želiš. In tukaj je zelo važna ta tvoja notranja umirjenost, ki jo moraš pridobiti tekom dela. Pa nujno, en voz, en je spremljevalec. Zdaj tako, zdravstveni reševalec bo vedno voznik, v nujnem reševalnem vozilu govorim. On v bistvu po zakonodaji ne sme delati. On je po zakonodaji v pravilniku o nujni medicinski pomoči bo vedno razpisan delovno mesto voznika, lahko pomaga in asistira delu diplomiranega zdravstvenika. Ampak to je samo zakonodaja, ki pravi, da dostakrat so ti vozniki lahko marsikatera diplomiranega zdravstvenika prekašajo v svojem znanju in v svojem delu. Zraven bo pa vedno diplomiran zdravstvenik, ki je pa lahko tudi voznik. Zdaj se lahko zgodi, da sta dva diplomirana na avtu ali pa tehnik plus diplomiran. Da bi bila pa dva tehnika na nujnem reševalnem vozilu, to se pa pač ne bo zgodilo. In tudi pri nam, ko se gleda seznam ekipa, boš vedno videl, da so večinoma vozniki oziroma so zdravstveni reševalci vozniki, zraven smo pa zdravstveni reševalci oziroma diplomirani zdravstveniki spremljevalci, mi, ki smo pa inštruktorji pa mentorji, smo pa velika tudi v vlogi pač voznikov. Kajti te mlajši kolege vozimo, da jih tudi učimo, kako podnujno voziti, kako se postaviti v križišču, da te bojo videli, kje so nevarnosti, sploh v Ljubljani noter, imaš veliko teh nepreglednih križišč, kako zavarovati kraj nesreče, kako rešilce obrniti, da imaš čim hitrejši izvoz in to so vse veščine, ki jih moraš naučiti mlajše kolege, kaj ne pravijo, jaz bi sam vozil rešilca, tako, lajki pravijo, mene ful cool, ja bi bil reševalec, ampak jaz bi sam vozil. Ampak ta sam vozil je zelo odgovoren del. To v bistvu od voznika oziroma zdravstvenega reševalca odvisno, bo ekipa prišla na kraj, ne bo prišla na kraj. Vemo, kaj se zgodi zdaj pred kratkim z našim kolegom, ki je umrl. In ko ti primaš volan reševalnega vozila, to je tako odgovornost, ki se ljudi ne zavedamo.
In do 6krat več je na nujni vožnji možno, da se zgodi huda prometna nesreča, kot če je to normalna vožnja. Ja, ne? In zato je vedno pravim, ko se bažgali luči pa sireno, takrat ne da moš ti na gas stopati, ti moš takrat nogo z gasa vzeti. In to je res velika odgovornost in ni samo vožnja. In to moramo mlajše kolege naučiti, kako se res premikati hitro, varno, udobno. Predvsem pa varno. Ker če se bomo mi sesuli, eno reševalno vozilo bo pol za nas moglo, eno reševalno vozilo za onega drugega, ki je poškodovan, in eno reševalno vozilo na kraj, kamor mi moramo iti. In tudi doskrat se reče, ja, ampak če je pa otrok ogrožen, boš pa vada dal gas. Ja, ampak če se jaz rasujem, ta otrok ne bo dobil skrbe, oziroma bo dobil še enkrat dlje, kakor bi jaz rabil do njega. Ker sem jaz zaletel in bo moglo drugo reševalno vozilo zanimiti. Zato tudi, če je otrok, če je nekaj takega, vedno moraš vseeno zadihati, pa zadevo speljati varno. Da prideš na kraj, da lahko delaš, da lahko pomagaš. Ker če te ni tam, ne boš naredil nič. Pol se posvečate tudi tehnikam vožnje. Sicer sem imel to vprašanje za kasneje mišljen, ampak ko se o tem pogovarjava, obstajajo neke tehnike, rekel si tudi neke smernice, neke 3 besede si na hitro povedal, na kaj moraš biti najbolj pozoren med vožnjo. V bistvu, zdaj nekih napisanih smernic ni. V Sloveniji, na žalost, voznik ima B kategorijo, pa ta čaj varne vožnje narejen, pa ni 2 leti že voznik, lahko vozi reševalno vozilo. Zdaj, pred kratkim so bila z mojo partnerko, dolgoletno partnerko, so bila v Londonu in sem videl rešilce, ki pičo mi in gor piše Driver Training Unit. Se pravi, bilo reševalno vozilo, ki je imelo na desni očitno inštruktorja, na levi voznike, so se oni dal vozila gor pa dol po Londonu in se učila teh tehnik. Mi teh tehnike učimo potem tekom dela. So pa to dejansko nenapisana pravila, ki jih pa pač razvijaš tekom dela in jih probaš mlajši generaciji predati. In to je res predvsem tisto, postavljanje v križišču, da si viden, da si slišen. Kako se postaviti, recimo, ko prideš za vozilo, kako se mu postaviti, da te bo on v gledalu videl. Na avtocesti, če imaš tovornjak se prehitiva, kje se boš postaviti, da bo ta 2 tovornjaka videla, da se te bo ta razmaknila. Kje so one mrtve točke v križiščih, 3 pasovi, avtobus za levo stoji, treba se zavedati, da sta 2 pasova še frekate, to verjetno navita. Pride motorist, pride avto, ti greš čez in to so res veščine, ki se jih moraš zavedati. Zanimiva je bila ena, tam v Nemčiji sem bral, če imaš v bistvu 3 pasove iz ene strani, pa 3 pasove iz druge strani, pa reš levo zavijanje pod nujno vožnjo, imaš 21 možnih točk trčenja v enem zavijanju. Tako da, ko se začneš tega zavedati, tako rečeš, wow, prvi prehod, drugi prehod, kolesar, en pas, drug pas, tretji pas, promet naspod, promet z desne in ko se tega začneš zavedati, gre noga z gasa in zato podoskrat, tudi opazim, ko so kakšna polna, nepregledna križišča, pridemo z očjo pa se noter, se reševalno vozilo ustav, da si res prečakiraš levo, desno, kaj se dogaja. Pa kakšen pešac na rozen, ki te čaka, maha, kao, pink, v tispu pa motorist, bum, pade. Zaradi njega nisem pelal. Ljudje včasih so tako malo nestrpni, zakaj stojimo v sred križišča, zakaj se tako počasi premikamo, ampak mi si moramo zagotoviti to varnost. In tudi recimo dostakrat se zgodi, lih Moravče, ki si iz Moravča, zelo ovinkasta cesta. Zdaj, če imam jaz odzadaj hudo poškodbo glave, a pa pacienta, ki potrebuje oskrbo mojega sodelavca, ki stoji. Omejitev imaš 90, mi se bomo pelali 60, pod nujno se bomo pelali 60, zato da ne bomo ali poslabšali stanja, oziroma da bo ta intervencija izvedena varno, oziroma udobno, oziroma da sodelavec lahko stoji in dela. Ne veš, kaj se dogaja noter v reševalnem avtu. In pa imaš dostakrat kakšnega, ki ti zaritijo pele, kao pod nujno greš, pa se tako počasi peleš, je razlog za to. Je razlog za to. In to so tiste tehnike, ki jih pač tudi razvijamo. Ni vse plava luč pa gas. Hvala za tole. Kaj pa mi, ostali udeleženci v prometu, kakšne napake delamo z našim odzivom na vaše sirene pa lučke? Zdaj, v bistvu napaka, ki bi prav rekel napaka je panična reakcija. Dosti tiska je nepozornost, telefon v roki, zamišljenost in ko nas vidijo, je prva reakcija panika in to je kaj brin za bum. In mi za njemu se peleš, že te naviti in on enkrat na polno stop na bremzo. Zdaj, to moramo mi predvidevati, pa mi je dosti varnostne razdalje, se bomo lahko udobno in varno ustavili, ali pa ga obvozili ta avto, oziroma tega voznika. Ampak jaz vedno pravim, če slišiš rešilca, daj nam znak, da si nas videl, se pravi utripavki, desen smernik in ne spremljaj, kaj delamo. Zmanjši hitrost, omogoči nam prehod, ne pa nikoli na polno zavira, če smo mi za vami. To pa lepo prosim, ker je pa lahko res
težava nastane. No. In to je tista najpogostejša napaka, so res te panične reakcije. Pol naslednja napaka, ker res napaka je mobilni telefon. To telefone skozi. Prav vidiš, cela kolona se ti umakne, na desno stran voznik začne prehitevati to kolono, ko mislim, ne vem, da se njemu umika, ne, s telefonom v roki, ti pa za njim. In še lepo, te pa je na 2 minutah vidi panika in se umakne, ker si bil za njega neviden. Ne. Isto bi rekel za pešce, kolesarje, slušalke v ušesih, muzika na glas, ne vidijo, ne slišijo, priješ do prehoda, sirena, s telefonom v rok, slušalkam gor, hodijo čez prehod, kot da nas ni. Ne. To v bistvu, in ta napaka je bolj nepozornost, bi rekel, kot napaka. Ne. Bi predal poudarek, da večina ljudi se nam hoče umakniti. Večina ljudi nam hoče dobro. Hoče nam omogočati ta varen dostop, hiter dostop, je pa tudi gostota prometa v mestu, je kakršna je. Ko pridemo do križišča, ki je noter 25 avtomobilov, pač rab svoj cajt, da se te razmakne. Ja. In to enega adrenalina že na poti na lokacijo. Ne? Ja, mislim, wow. Ja, v bistvu včasih vožnja večji stres, kot delo na samem kraju. No? To je treba res poudariti, ker pride tja hiter, udoben. Ker se mi zdi en tak sweet spot. Dej kar povej, kako izgleda en tvoj običajen delovni dan. Aha, od začetka do konca. Ja. Od momenta, ne vem, tiste kavice do, če je, pa do tistega momenta, ko odložiš ključe, pa ne vem, opremo za prvo pomoč. Okay, zdaj pa tako rekel, opisal, kako je idealen dan, pa kako pa včasih ponovati je, tako rekel. Idealen dan je tako, imamo ruski turnus, se pravi, delamo en dan dnevno, drug dan nočno, zaključimo nočno, smo naslednji dan prosti in potem spet naprej. A ne dnevna nočna. Smena je koliko? 12 ur. Delamo od 6:30 do 7:30, dan ali noč. To izgleda tako, prideš v službo, se preoblečeš v uniformo, pa če vidiš, da menjaš že neko ekipo na vozilu, je to vozilo že v garaži, če ne vzameš ključ in greš do avta. In potem voznik menja voznika, menja spremljevalca. Pa nam imamo tako razvid, da ima vsak listo, kaj mora preveriti na vozilu, voznik ima svoj del, spremljevalc ima svoj del opreme, se pa pač moraš pogledati vse. Voznik olje, hladilno tekočino, stanje pneumatik, imamo snežne verige v avtu, imamo dovolj nafte oziroma goriva za delo, delajo vse luči, je kaj novega zbitga, pa kdo nekaj povedal, kakšen ugledal stran visija. Spremljevalci imamo pa malo več dela v bistvu, moramo preveriti vso stanje opreme, se pravi za nudenje pomoči, vse respiratorje, monitorje, preveriti zdravila, če imamo vsa, če rok ustreza, če imamo po standardu, ki je napisan, napolnjen tudi ta naš reanimacijski kovček, če imamo vso opremo za imobilizacijo in v bistvu taka kontrola vozila ti lahko vzame 40 minut. Da res narediš, ko se reče ček, koliko je treba. Se pa si razviješ neke tehnike, da imaš v bistvu ta hitri pregled, da na hitro pogledaš, ali imamo vse, kar rabim za nujno. Jaz vedno pravim, preveri, kaj neseš iz avta, tisti mora ti štimati, kar ti manjka v avtu, lahko iz kovčka nadomestiš. In potem, ko to pač v bistvu narediš, še prej se seveda prijavaš v sistem dispečerske službe, da oni vidijo, da si na voljo, in potem čakaš na intervencijo. To je zdaj idealni dan. In potem zvečer, ko zaključiš, če imaš smeno razpisano na avto, predaš naslednjemu, da poveš, kaj je z avtom, če ne pa pač vozilo parkiraš, se preoblečeš in greš. To je idealno. Idealno. Ja, se prav, da so z idealnim. Ja. Praktično pa to izgleda tako, da prideš v službo, v garaži ni niti enega rešilca prostega, greš gor, se preoblečeš in pa vidiš, ko pride noter dnevna, pa nočna je smena, kakorkoli. In pridete noter in že dobite naslednjo intervencijo. In pravite, a je kakšna nočna ekipa, ki naj bi lahko zamenjali. Pol poskačamo kozajcih po avtomobilih in pičemo na intervencijo in pač potem kasneje delamo te preglede tekom dneva ali tekom noči. Tako da velikrat, oziroma zadnje čase za tole kavico, ki si jo omenil, si jo skuhaš na avtomate, pa imaš pol noter, v kap holderju, ki spiješ pol, čez 2 ure mrzlo. Zato smo si to klepili, skozi mrzlo kavo pijemo. Tako zdaj v bistvu dan, od 6:30 do 7:30, zdaj pa vemo, kdaj začnemo službo, nikoli pa ne vemo, kdaj končamo službo. Lahko se zgodi 20 do 6, 15 do 6, dobimo domžalske ekipe noter, gremo pomagati v Moravče, drtijo kamorkoli, zaključimo ob 8, 9, to čisto odvisno. Kaj se po mestu dogaja, pa ni v naših rokah. To pa ne vemo, kako bo dan potekal. Kaj pa pol v tistih najtežjih momentih, situacijah, česa se okleneš, da ostaneš po koncu kreposten in ne vem, kaj te motivira?
pri tvojem delu? Kaj me motivira pri delu, da po težkih situacijah ostanem še vedno? Lahko tudi tako rečem. Zdaj bi tako rekel. Kaj tebe pol motivira, ko imaš, ne vem, tebi se tudi lahko v službi zgodi, a pa doma, neka težka situacija. Kaj te motivira, da še vedno živiš, da še vedno funkcioniraš? Zdaj ta motivacija v bistvu izhaja iz tebe, da iz tega nekako rasteš naprej in da res opravljaš svoje delo, a pa življenje pač s neko strastjo, z neko željo. Kdo bi rekel, jaz imam še vedno želje pomagati tudi in si jo imaš, ampak to ne moreš se tega oklepati, da te žene naprej. Jaz vedno svojo motivacijo iščem v tem, uživam v tem, kar delam, to mi omogoča nek razvoj, neko rast in pač iz tega vlečem motivacijo, to je res ta moja užitek, pred delam to delo. Zdaj, če pa gledamo, kako med pa po intervencijo, ker so težke situacije, se s tem soočamo, je pa, govorim lahko zase, kako jaz funkcioniram. Ko prideš nekam, kjer je panika, kjer je res rečeš štala. Jaz se v bistvu probam nekako izolirati od tega, si postaviti svoj oseben prostor, odklopiti zvoke, ker vsi pravijo, kaj vi vse vidite, kaj mi vse tudi slišimo, kričanje, vpitje, mogoče tudi žaljenje, kakšni svojci, ki so res v nekih afektih, so res žaljivi do nas, zdaj že nekaj naredi, kot čaraš, tretje. To moraš kar malo odklopiti, si postaviti ta varen prostor, ko v njemu lahko funkcioniraš. In dostakrat pa pokleneš pacientu in si moraš vdih sekunda, pa da se zavedam, ok, sem na tleh, klečim, tla me podpira, zdaj pa dajmo mi naprej. In potem, ko si navadiš ta oseben prostor, varno okolje, sam sebi zagotoviti, govorim energetsko, varno okolje, da te bo kdo ustel, ampak tako, da pustiš, da si postaviš meje, da si pustiš prostor, da lahko v njemu funkcioniraš, ti je takrat bistveno lažje, ker takrat se lahko spomniš vseh postopkov in vsega, kar moraš narediti. Ker takoj, ko pa tebe začnejo čustva prevladati, pa ko začneš ti čustveno reagirati, pa ko začneš panično reagirati, takrat pa ne boš speljal intervencije. In tudi ta intervencija ti bo potem tak stres, da boš imel po sami intervenciji težavo. In mi se moramo začeti s tem čustveni pa stresnimi situacijami, pa odzivi se moramo že ukvarjati med intervencijo, ker če se bomo samo po intervenciji, smo prepozni. Ker moramo se zavedati, da v bistvu reševalci, oziroma vsi v bistvu, tudi policisti in gasilci, vsi, ki delamo v teh okoljih, se dnevno lahko soočamo s stvarmi, ki bi navadnega smrtnika lahko zaznamovali za celo življenje. Ne vem, povožen pešec, z vlakom. Malo si do to, ki vidi, se bo tega spomnil celo življenje. Pri nas se lahko kakšna podobna situacija zgodi večkrat na teden, pohne tudi večkrat na dan. In se moramo zavedati, da dejansko to so stvari, ki lahko vplivajo na nas. In v bistvu to so stvari, ki morajo vplivati na nas. Ker to ni normalno, ti tam vidiš človeka, ki je razkosan, kakorkoli. To ni normalno. In neke pač reakcije moraš pričakovati od tega. In moramo normalizirati to, da v bistvu je to stres in da lahko na te vpliva, moraš pa ta vpliv v pozitivo pelati, ne v negativo. In ko pravijo, a se ti vseh intervencij spomniš, težkih intervencij se spomnim vseh. Vem tudi, kako sem delal, vem, kaj sem delal in se jih spomnim na način, kako so potekale, ne smejo pa zdaj nekih telesnih odzivov sprožati pa meni za nekaj časa nazaj. Zdaj, če bi se jaz zdaj pomislil neko težko intervencijo, pa bi čutil, da je to neko anksioznost, neki da te stiskati začne, to ni ok, takrat moraš začeti delati na temo. Ker spomnim se boš teh težkih intervencij. Je pa tudi treba vedeti, da v bistvu stresna intervencija je za neko okolico lahko bistveno drugačna. Stresna intervencija je ena tista intervencija, ki v kakršnem koli aspektu ni v tvojih okvirih delovanja. Se pravi, če si ti na reševalni postaji, ki ima veliko dnevno intervencij, pa ne vem, dokaj veliko delež reanimacij, srčnih zastojev, v bistvu srčni zastoj zate ne bo več stres. Takoj, ko pa je neko odstopanje v intervenciji, ne vem, večje število poškodovanih, čudne okoliščine, čudne okolje, to pa je zate stresna situacija. In na tej točki se moramo pa še začeti s tem ukvarjati, pa da prepoznaš ti, zakaj se ta stresna reakcija pri tebi začela delati. Je pa to drugače res veliko časa rabiš, da prideš do tega, pa da se znaš izolirati, pa da se znaš v bistvu umiriti, pa funkcionirati v svojem okolju, kako moraš. Pa imate klepo tudi neko strokovno pomoč zadaj, se na to pripravite vnaprej, oziroma analizirate s pomočjo strokovne pomoči za nazaj kakšno stvar, ali to na tebi, da razpucaš sam pri sebi, da se regeneriraš in kako se regeneriraš, da je to malo povej. Drugače, zdaj znotraj naše reševalne službe imamo možnost psihosocialnih zaupnikov. Mi imamo 4 izmene redne, vsak izmen je tak psihosocialni zaupnik, jaz sem eden izmed njih.
ker smo določeno izobraževanje dali čez, to, kar imajo tudi gasilci pa policisti, da znamo upravljati razvrnilne pogovore, se temu reče. In tudi razvili smo pač nek postopek, standardni operativni postopek, kdaj je treba tega psihosocialnega zaupnika obvezno aktivirati. Katere so tiste intervencije, ki so v bistvu ekipo, ki je bila na terenu na taki intervenciji, vzame iz terena dol, se pokliče zaupnika in on upravi razvrnilni pogovor. Kaj to pomeni? V bistvu najprej tehnično, kaj se je dogajalo, potem kakšne so bila naša, v bistvu, kako smo čutili svoje telo, svoje čustva, in pa potem normalizacija tega, da pač se moramo zavedati, da to ni nekaj, kar ne smemo govoriti, ampak da je normalno, da je joka zraven, ako karkoli, pač da začneš to in potem, da se začnemo tudi delati neke sprostitvene tehnike, da počnem to damo ven. To je ta neka prva stopnja, ki jo imamo. Potem, če pa vidi zaupnik, da to prestopa njegove okvirje, imamo tudi možnost pač kliničnega psihologa, ki potem pa lahko se pač začne ukvarjati z globimi stvarmi, kot pač smo mi kompetentni, da se s tem ukvarjamo. Je pa treba, hvala Bogu, so je to zdaj tudi začeti z mlajšo generacijo, ker ta stari smo bili vedno, mi smo pač v njih super, meni nič ne prezdane, meni noben nič ne more, pa si je rekel, smo pol v lokalu parpiru to rešili. Z mlajšo generacijo, pa z izobraževanjem zaupnikov prišlo pa do tega, da se ful zavedamo tega psihološkega dela, s katerim se soočamo. In v bistvu se redno opravlja te razgovore, tudi recimo dostakrat pridejo člani oziroma ljudje do tebe pa hočejo nek pogovor, ko vidiš, da ga nekaj žre, ne veš, zakaj ga žre, ampak že on, ki o tem govori, da on to ven in se sproti dela to regulacijo, ker enkrat, ki ti v bistvu, kaj rečeš, ki ti odnese kapsel, ki pač ne moreš več, tam si že zelo prepozen in tam tudi zaupnik verjetno ne mogo tega dela narediti. Je pa veliko tudi tega, med kolegialnega pomoči, pogovora, itak se partnerja med sabo pogovorita, pa še zdravnik, če bi zraven se pogovarja in tudi, ko se v kolektivu pogovarjamo o intervencijah, že delamo v bistvu, sproščamo te svoje napetosti, občutke. In večkrat, ko govoriš o tem, lažje ti je, tudi dobiš kakšen pogled, kako se to dogaja, mislim, kako kdo drug gleda na tako situacijo, pa vidiš, tudi on bi mogoče tako reagiral, to pa ni mogoče slabo, pa nas zelo rešuje, to pač črn humor, ki ga imamo, to res, če bi ljudje slišali, kaj se govorimo znotraj nas, bi rekli, vi ste bolani. Ne vem, ampak je lepa varovalka, če tako pogledaš. Drugače pač možno nekako ven. Drugače osebno, kaj pa jaz osebno, jaz sem se drugače, ker sem bil sem hudo poškodovan v službi, oziroma sem imel roko poškodovan in sem bil 11 mesecev na bolniški. To je bilo 3-4 leta nazaj. Takrat sem se mogel v 11 mesecih soočati sam s sabo, dobesedno, ko si doma, pa imaš veliko časa za razmišljati, se sam s sabo srečaš. In takrat sem se potem začel malo bolj psihologiji in tem stvarem, pa psihoterapijam, pa tem stvarem posvečati. In sem potem začel ugotavljati, kaj pa pri meni ustreza, recimo. In so to kakšne dihalne vaje, ne vem, pri meni fitness oziroma šport mi je zelo pomemben. Potem pa v bistvu kako naj temu rečem, čustvena regulacija, da v bistvu skozi imaš povezan telo pa svojo psiho zraven. In ko se s tem soočaš, imaš dejansko nimaš več težav. Jaz sem videl, kako so se meni stvari... Pa veš, če lahko delaš na tem. Jaz sem videl, kako dejansko sem narobe pelal svoj life pa svojo stroko, kar se tiče tega, ker se tudi pri meni stres nabiral. In mi je bila na momente že včasih služba tako breme. Ko si čutil, spomni si, kaj, ampak težko me je. Ne morem iti v službo, dosti imam vsega, se ti je res nabiral, ker zdaj pa dejansko, ko sproti delaš te razbremenitvene tehnike, ker se zavedaš tega vsega, ti je služba cool. In ti je simpel. Mislim, ni simpel tako, si tudi fizično dostakrat utrujen, ampak ti je res niti stresna služba. In greš z veseljem v službo. Ampak to sem jaz prišel, ne vem, po 15 letih šele do tega, da sem se sam s sabo soočil, pa to začel tako gledati. Nikoli ni prepozno, prav. Ne, nikoli ni prepozno, Wow, pa prej si omenil, da ti ni bilo do tega, da ti je postal poklic prevelik breme. A si kdaj razmišljal o neki drugi poklicni poti? Zdaj, jaz v hecu rečem, da vsako smeno vsaj enkrat pomisliš, da bi pač parkiral pa šel domov. To so niso kakšne take težke intervencije, to so ponovno kakšni medosebni konflikti, pa ne med nami zaposlenimi, ampak kdo... Kaj ti rečeš, ti dvigne plafon, rekel,
Ja. Ni tega, treba je uniforma, ključ, sredstvo. Prej sem se tudi že neuredno pogovarjal, da v bistvu jaz drugega dela znotraj zdravstva, kot to, kar delam, ne vidim. Da bi zdaj mene parkiral v ambulanto na oddelek, da bi jaz tam neka glavna sestra, neki. Prvo kot prvo ne znam tega delati, po tolikih letih ne znam. Drugo kot drugo ne vidim nobenega zadovoljstva in možnosti svoje rasti. In če bi jaz zdaj pustil nujno medicinsko pomoč, bi dejansko mogel tudi pustiti zdravstvo. In kaj dejansko bi delal, to se tudi s partnerko večkrat pogovarjava, kaj rečeš, pa službo pa to zamenjal. In kaj bi pol delal? Kaj bi pol delal? Ne vem, kaj bi delal. Veš, ti si te prav za to, ne? Ja, in zato pa rečeš, dokler ne veš, kaj bi delal, dokler nimaš alternativo, pač boš delal to. Ker v bistvu je to neko zadovoljstvo in neka pot, kjer se še vidiš, da se to človeka naprej razvija. In prej, kaj še nismo kamer imela pržganih, si dobro to povedal, da se malo spet navežem na šport, pa regeneracijo, pa to. Ne razmišljaš veliko o tem, a boš, pa kdaj boš, pa kako boš, ti doskrat tudi vzameš ruzak že kar vnaprej s sabo in ko zaključiš smeno, greš v fitness naprej. A je tako? Točno tako je. Po nočni doskrat, mi damo s partnerko kontraturnus, kar pomeni, ona tudi dela v zdravstvu, v dispečerski službi. Se pravi, ona je po moje nočna in dnevna in potem jaz pridem domov, otroke v šolo in direkt na fitness. Na jutro, ko bo vikend, danes je petek, ko snemo, bom šel direkt po službi najprej na fitness, pa potem domov, ker pač moraš iti. Jaz ne razmišljam, kako se rekel, ne razmišljam. Se ne pogajaš sam s sabo. Tukaj se ne smeš sam s sabo pogajati. In to čisto enostavno, sam greš. Enkrat sva se z enim sodelavcem bivšmo pogovarjala, ker sva šla na Rakitno gor in je rekel, jaz pa kaj skozi kolesaram. Sem rekel, kako kle gor kolesar, stari avto v drugi, ko mi gor vleče. Pa reče, saj sam linčkaš. Samo vrtiš. In kako je, samo v ruzaku vzameš in samo greš. In isto moraš pri treningih, isto moraš po svojih čustvenih treningih, kakorkoli. Samo narediš in samo greš. In tudi v službi je intervencija, je težka, ampak samo greš. Kako pa tvoji, prej si omenil partnerko, partnerka pa ostali, tvoj ožji krog, kako gleda na tvoj poklic, na tvoje službene obveznosti pa, a se ti pogovarjaš v službi pa doma ali rajš, ne? Kako? Zdaj tako, s partnerko, ko sem rekel, sva v zdravstvu, skupaj sva že v bistvu od rane mladosti, iz srednje šole sva že skupaj in da sva v bistvu se osebnostno in karierno razvijala znotraj razmerja. Tako da mi da se v službi veliko pogovarjamo. Ona pove o svojih aspektih kot zdravstvena dispečerka ima, jaz povem o svojih kot reševalec, ker si tako med sabo se povezujeva. Tako da mi da imava dosti pogovorov, kar se tega tiče, tudi dosti resnih situacij, mi da znotraj teh pogovorov lahko obdelava, otroke prav pač iz tega izolirati. Je pa drugače, da partnerka če dalje bolj opaža ta v bistvu fizično nevaren del mojega poklica, ker če dalje bolj mot, ne negativno, ampak se ga če dalje bolj zaveda, sploh od tiste prometne nesreče, takrat, ko je bila, kolega iz Šmarja. Poleg tega, če dalje več teh nekih nasilnih napadov, groženj z orožjem, reševalci smo dostikrat izpostavljeni, pa sploh ne vemo o tem. Veš, na to sploh ne pomislimo. Mi, zunanji, ne? Mogoče to je ena izmed tistih stvari. Prideš do pacienta, ki ga začneš rihtati zraven, pa lahko svojski psihiatričen pacient pa ima v roki nož, pa ti ga sploh ne veš. In nekaj je bila neka pač res taka kočljiva situacija, in takrat jaz vedno, ko pridem noter v stanovanje, pa to lahko neka kuhna, kjer so dva starostnika, jaz vedno primem nož, pa ga dam izven dosega roke teh dveh, zato da si zagotovim varno, ker mogla biti ena situacija, sem jaz to spoznal, da to dejansko je lahko nevarna situacija. In lih partnerka dostikrat poudari pač ta res fizično nevarni del poklica. Zdaj, jaz na njo in ona na mene pač kako gledava s ponosom, da upravljava ta poklic. In tudi moji, v bistvu bi rekel, bližnji svojci so dejansko tudi ponosni na to, se zavedajo vsi nevarnosti. Kar se prijateljev tiče, pa tako, imam različno, jaz funijem veliko prijateljev, jaz se unije prijatelje, ki jih imam, ampak imam dobre prijatelje. In tu so pač to tudi velika družinski prijatelji, eni so iz zdravstva, eni niso. Kako pa glede na ta poklic? Vsak pravi, vsaka čas, ko to delaš, pa ki se odpravim, vsaka čas, da ti delaš to, kar ti delaš. Zdaj, vsak se tudi sooča z nekim stresom, mogoče ima nek menedžer več stresa, če ga ne uspe kompenzirati, mogoče neka trgovka v trgovini, ki je stresna služba, že tako ima več stresa, kot jaz. Tako da, kako se bi s tem, ne vem, to bi mogel njih vprašati. Ne, se si lepo povedal.
Se si ful lepo razložil. Kako se je pa pogled na življenje, tvoja življenjska filozofija, konec koncev pa pogled na varnost, ki so jo prej omenila, spremenila tekom let, pa glede na to, da se dnevno srečuješ s posledicami nesreč in tako naprej? Ja, jaz bi dal tukaj še en pomemben poudarek. Niso samo nesreče tiste, ki so kritične, ampak zelo, pa ki so hude posledice za družino, bom rekel. Ogromne posledice za družino povzročajo samomori, ki se jih ne omenja skoraj nikjer. Ker dejansko, če se neka nesreča zgodi, svoj to lažje sprejme, pač ok, se je zgodila nesreča. Ne? Če pa najdejo svojce, ki naredijo samomore, pa to za družino tako devastating, res uno. To, kar vidiš te čustvene reakcije, ki si na terenu, to so v bistvu ene najtežjih reakcij. No? Noben pacient, ki umre na terenu, ne povzroči takih čustvenih odzivov, kot tako naredil samomor. In bolj bi jaz raje to zgodbo poudaril, da se moramo mi zavedati tega in preventive teh samomorov, ki so v porastu, kakor kar se tiče nesreč pa posledica. Ne? Ja, valjda se tudi, kar se tiče varnosti v prometu, varnosti na tak, se itak, da si bolj občutljiva. Ne? Mislim, mojima tamalima, ko greta ven, to imate skozi čeladi na glavu. Zato, ker se skozi, ali je roka, ali je kolo, skiro. Poznam, ja. Ja, ampak jaz se ne rečem, dej čelado gor in to je to, imate skozi čelado in je to normalno. In čelada, in ko pridemo v avto, tudi če samo na dvorišču premikam avto, puf, pas je zapet. Tle ni odstopan, to, hvala Bogu, so jih uspelo vzgojiti. In ta del je recimo ful pri mene. Pol tudi recimo, jaz v službi moram hitro voziti s privat avtom, umito, a počasi samo dol. No? Ja, uravnilovka. Ja. Zbalansiraš. Ja, ne, res, naravno je hiter, ker pač lahko se hitro, oziroma tudi za najhitrejšim se nabere kolona. To je bil včasih en somesec, da moto neke sveta varnosti v prometu, nekaj imaš od zadnji, potem v bistvu pogrebni sprevod, ki gre za tabo, ne. Tako da ta pogled se je, kar se tega tiče, spremenil. No, drugače pa, kar se pa življenjske filozofije tiče, ne, je en podcast, sem poslušal, ne vem od koga, no, ki v bistvu se dosti ukvarja s temi first responderji v Ameriki. Oni first responderi štejejo vse gasilce, reševalce, prav tudi prve posredovalce in pa policiste, da smo mi zluni I love you people, kar pomeni, ko bom šel od tebe, ti bom povedal, da te imam rad in tudi jaz želim to, bi rad slišal to od tebe, ker nikoli ne vem, kdaj bo to zadnje. A ne, se pravi, to je to. Hočem povedati nekaj, oziroma tvoje čustva, da si pač, da te imam rad in da imaš ti rad mene. In ful, jaz sam pa se vidim, da tudi če se s partnerko, da se spičiva na mrtvo, imam rekel, da ima kakšen konflikt, no, da se lahko izrazim. Seveda, to je naravno. Vedno bom probal pred spanjem, a pa preden greva na razen, vsaj to, da se bo uspela pogovoriti, da bo lahko funkcionirala, ne da je tiha Maša. Ker nočem, da je tiha Maša zadnje, kar je bilo med nama. Ker nikoli pa ne veš, da je bo na zadnje. Ja. Dejansko ne veš. Dejansko ne veš. Pa to ne samo zaradi poklica, pač zaradi življenja kot tazga. Pa skozi lajnamo to, ampak koliko je to sveto resne. Ja, ko pa poslušaš, se je tudi že zgodil, ja, pa včeraj sva se skrigala, zdaj je pa mrtvo. Ja. Tega ne moš kupiti nazaj, nikoli ne. Ja. Kako bi pa opisal z eno besedo ta poklic, ki ga upravljaš? Se je lahko več besed, ne se zdaj omejevati, ampak tako, a veš. Zgledaj, moj sodelavec vedno reče ludo. Ludo je good. Ja, ta je res tako. Dostkrat ta izraz uporabljam ludo, ne drugače pa res vrhunsko. No. Moj poklic bi jaz opisal kot vrhunsko, ker ne vidim se druge, ki bi lahko delal in toliko osebne rasti, pa strokovne rasti, koliko je mogoče. Moj poklic, ne vem, če kjer je mogoče. To računi, ne vem, če imaš 8 intervencij na dan, ne? Mislim, na dan na smeno, to imaš 8 pacientov, pa 8 paketov svojcev. Vsak svojo zgodbo, vsak svojo reakcijo, vsak ti nekaj pove, vsak ti pove svoj pogled na življenje. Ne? Zdaj, če ta pacient res v slabem stanju, ne bo govoril. Ampak hvala Bogu, no, rečem, do teh 8 intervencij sta lahko v bistvu v smeni 3-4 soni, ki so težke, nujne, hude, vse ostalo so pa bolj v bistvu te, ki so še eno nujne intervencije, pa ne vem, padec, poškodba roke, pač pacienti, ki lahko govorijo. In ko si z njim v rešilcu, to slišiš milijon nekih zgodb, milijon nekih pogledov. Pol je bilo čuda verjetno enih situacij, pogovorov, ki so nate pusle pozitiven pečat v bistvu. Pozitiven pečat, ker res, ko rečeš,
res veliko izkušenj, veliko pogledov na svet, veliko nekih ali težav, ali res to. Če znaš iz tega potegniti nekaj dobrega, se res lahko ogromno naučiš. In nimaš veliko okolij, kjer bi lahko, ne vem, ti, ki se peleš ne nujno iz intervencije v bolnico, da se ne voziš pol ure, da bi lahko bil z nekim neznancem v kontaktu pol ure 1 na 1, v neki čudni situaciji, ki naj jo pripeljala do tega, da so mi da tam in da bi se lahko pogovarjali. Pa tam vse maske odpadejo. Vse maske odpadejo in to zveš vse. V pol ure zveš o rojstvu, o smrti skoraj, o tem, kaj... Človeka 10 let srečuješ takole na vogalu, na fluff talk, Angleži pravijo, veš, živijo adijo, pa ne boš zvedel v 10 letih to, kar tam upogovorja. Zanimivo mi je, koliko se odprejo ti ljudje. Ker res, že tudi pol družinske težave takoj vam privlečajo. Ja, pa sem se z bratom, se zdaj to žarva za unle dvorišče, tam pa uno tretje. Ko si misliš, pa kaj to meni govoriš, človek božji, jaz sem... Ampak res, toh teh stvari slišiš in to je res, zato je meni moj poklic res zakon. No? Res. Hvala ti za tole. Še par vprašanj, ali pa 7 hitrih vprašanj, enostavnih, za finiš, še prej pa tole. A svoj življenjski moto imaš? Nek citat, neko napotilo, nekaj, ki te drži po koncu? Ali jih je več? Ja, bi bilo lahko več, ampak da bi enega znal izluščati. Ne se matrat, leč. Se vem, to je tak nehvaležen vprašanje. Ne, ljubim bodi ljubljen, ampak najprej imej pa rad samega sebe. Ker če boš rad samega sebe, boš lahko tudi ostali, boš dal ta dostop do sebe. Bravo. To je res tu moto, ko pravimo. Ja. Še eno vprašanje sem imel pripravljen na svet ljudem, ki se znajdejo, ali pa opazovalci v nekih nujnih situacijah. Ti si rekel, ne pa ni čart za brez veze. A je to, ali je še kaj? Zdaj, ljudem jaz vedno, tudi ko delam kakšne te tečaje premoči, jaz vedno rečem nekaj, ko je res štala, ne rešujemo življenje reševalci nikoli. Vedno gočevici. Ker kogarkoli gledaš, naš prihod je vedno prepozen. A je to srčno, da se je huda krvito. Moramo vedeti, klic na 112, pa da se dobijo podatki o lokaciji, o tem, kaj se dogaja, je minuta. Potem mi dobimo intervencijo, imamo minuto za izvoz. To pomeni, da prideš do šenega avta, če nisi v njemu, da se zorientiram, kam moram pelati, ker je važno, kam moram pelati, moram kar štartati, sploh če je to, področje sosedne enote, sta to že 2 minuti. V Ljubljani 4-5 minut v centru mesta, da prideš do bloka, je zelo hiter. Ko prideš do bloka, moraš priti v blok, dostakrat zvonimo pri sosedih, da nam odprejo vrata. Moraš priti v nadstropje, moraš najti stanovanje in to se samo minute nabira. In mi ne rešujemo življenje. Mi vedno pridemo prepozen. Zato jaz vedno rečem tem očevicam, vi rešujete. In zdaj, hvala Bogu, v Sloveniji se je ta dispečerski center razvil. Je tako, da v bistvu v teh najbolj nujnih stanjih je dispečer s tabo na telefonu. Pa ti pokličeš 112, on povzame osnovne podatke, že sproži ekipo in že ekipa je na poti, on ostane s tabo na telefonu in ti daje vsa potrebna navodila, kako pa kaj delati. A za zaustavljanje krvavitev, ali v bistvu za izvajanje temeljnih postopkov življenja, peljete dobesedno za roko po telefonu, korak za korak, da boš vedel, kako pomagati. In vedno, kar rečem, na svet je pristopi, najprej lastna varnost, ampak pristopi, pokliči, poslušaj in pomagaj. In to je to. In to, hvala Bogu, se zdaj tudi mlajša generacija, bom rekel, že tudi otrok, dobro, najni 200 itak iz našega foha, pa znate že obi pomagati, znate poklicati, ampak jaz tudi rečem vedno staršem, dajte samo to ozavestiti, da je treba ljudem pomagati, pa jaz vedno tudi govorim, da ko se vozimo z otroci, naj oni opisujejo, kje so. Glej, zdaj smo se tlele pelali, če bi mogla poklicati na 112, a bi vedela povedati, kje smo, ta lokacija, da otrok ve, kje je točno. Ker zanj, recimo, sem se res malo pelala iz treninga, je rekla, šla se iz Tomačega prav, in je, katera reka je tukaj spodaj, sem rekel, to je pa Sava. Aha, se pravi, če bi se midva zdaj zaletela, pa bi jaz poklicala 112, bi rekla, da sem se pelala od Tomačega čez Savo proti Mengšu. Se rekel, in dispečer že točno ve, kam poslati. In da se res zavedamo tega, kje smo, potem, da se zavedamo, da treba pomagati, pa da treba poklicati in se je stvar rešena. Najhujše je res tisto, ko hodijo mem. Pa moramo še ena stvar zavedati, da ko bo prvi pristopil, boš imel takoj okrog en kup ljudi, nikoli ne bo sam. Vedno imam prvi problem. Prvi pristop je vedno problematičen. In takoj, ko boš ti prišel do enega, zraven pa ga začel neki drmati, takoj boš še 3 prišli, a kje pomagam.
Tako da bodi prvi. Tole te pa res moram še vprašati, to sem se zdaj vmes spomnil, ko si razlagal. Splošno znanje uporabe ali pa dajanja prve pomoči pri ljudeh, po tvojih ocenah ali pa vaših ocenah. A je v redu, a se izboljšuje, ali bi bilo lahko veliko boljše? Se izboljšuje. Tudi raziskave kažejo, da smo v bistvu v Evropi zelo na vrhu, kar se govorim za srčni zastoj, za ustavna znanja. Ampak da smo zelo na vrhu, kar se tiče eyewitness CPR, se pravi, da v bistvu očividci izvajajo temeljne postopke oživljanja, sploh se je to zdaj pokazalo z dispečerskim centrom, ki dejansko dajo vse navodila. In drugače, v Sloveniji smo dosti zavedni, tudi pri prometnih nesrečah se je vedno nekdo skoraj ustal, pa hoče pomagati. In tudi samo znanje ni slabo, se pa več tega znanja ne pričakuje toliko ljudi, zato ker imajo dejansko nekoga na telefonu, ki jim bo pomagal, pa jih vodil čez to. Prvo je, da se tudi zavedamo tega, kako pravilno pomagati, pa izvajati temeljne postopke oživljanja, ampak vedno boš imel nekoga, ki ti pomaga. Je pa tudi veliko se zdaj tudi dela na te preventivi, so te dnevi oživljanja. No, vse to, zato sem te to vprašal. To se lahko tudi organizira, po nakupovanih središčih hodijo z lutkam, pa očividce vabijo, da pristopijo, oziroma pač nakupovalce vabijo, da pristopijo, da probajo. Pa da se malo znanje obnovi. Tako, da vidimo, kakšna specifika je otrok, kako lahko pomagamo otroku, sploh pa kakšnih tujkih, to je ful. Problem tujki pri otrocih, to bože mili. To bom še nekaj povedal. No, in vse to znanje in ta zavednost zelo je napredek. Tudi moja partnerka, ona v tej, bi rekel, ne preventivi, ampak oni imajo preko dispečerskega centra, imajo v bistvu promociji poklica. Meni se zdaj že 6-7 let 6-7, 6-7 let, da hod po teh nakupovalnih središčih in da na začetku bilo to porazno, so oni tam samevajo, zdaj imajo pa gužvo, da sploh v bistvu ne morejo vsem zagotoviti tega prikaza in da se to ful dvigne. Tako da v Sloveniji smo zelo dobri, kar se tega tiče. Ni pol problem najti nek tečaj, obnovitveni in tako naprej. Napiš zdaj napiš v Google, boš imel takoj. To so brezplačni tečaji. A celo to? Ja, a pa imaš recimo celo gor, vem, da dajo nekatera društva, dajo gor posnetke na YouTube, ki so zastonj dostopni in se pogledaš, kako reagirati in saj imaš osnovno idejo. No, to. Pa poglejte si v okolici svojega doma, pa tam, ko se nagibate, kje so defibrilatorji. To je ful važno. Jaz ga imam doma v marcu. Da imaš, ne? Ja. Wow. Nekaj si hotel prej še povedati na temo. Kaj se je pri meni spremenil pogled na življenje, odkar delam to, da kako so ti tujki pri otrocih res navarni, pa da kaj mislimo, da ni za otroka navarno pa fulja. No, ne, to povem. Ne vem, jaz rečem palačinke pa hrenovke, to so križ pri otrocih. Dajmo počakati, preden damo palačinke, jaz otroko, ker to, ko oni se začnejo to tlačati v usta, to noter, če so veliki kosi, to se noter prelep v dihalno pot in ko hočeš to ven spraviti, se začne cufati. In to zapre in cufa in palačinke so za zadušitev zelo... Pa to, ki jih imajo vsi radi. Ja, ampak tudi, če jih je, naj bojo mehni koški, dajmo jih narezati. Jaz sem bil enkrat nekje na obisku, na obisku pa na svoji intervenciji, ampak sem bil tam enega tam avga, ki si res dobro sem se iztlačil palačinko v usta. Jaz ko rečem, a lahko prosim ne, ker to zdaj bo v sekudi lahko se zabila dihalna pota. To pa kakšno grozdje, pa hrenovke, to je, dajmo počakati, po otroci bomo previdni, kaj jejo. Predvsem pa ne otrok pusti samih, ko jejo te stvari. To se hoče reči. To je ta nasvet, ki smo ga čakali. Palačinke so ful dobre, ko so dobre. The best, ful ti hvala. A si za to, za par kratkih vprašanj? Ja, voda. Par finišerjev, se temo reči. Ja, vedno. Sirena ali modre luči, kaj ti bolj dvigne adrenalin? Zdaj, če tako splošno gledamo, je v bistvu, ko je modra luč, mora biti sirena. Po zakonodaji je tako. Če voznik zagotavlja, da je varno, lahko uporablja samo svetlobno signalizacijo. Drugače pa v bistvu kombinacija obojega, se oboje nujna vožnja. Tako da mi nič bolj ne dvigne, ne eno, ne drugo. To je bolj zato, da zaključiva on a good note, tako malo za foro. Nočna ali dnevna smena oziroma izmena, kaj ti je ljubše? Nočna. Res, da sem presenetil. Nočni utrip mesta, nočni dogodki, ki se dogaja, to so čisto drugačne intervencije, kot čez dan. Prvo kot prvo ni gužve, bolj je mer, to je pač, meni je to top, pa po noč, ko so intervencije, so dostakrat ful bolj težke, kot so čez dan,
ki se ponoči zgodi nesreča, je skoraj vedno huda, čez dan so doskrat pač lažje. Pa čist delovni vaj, pa čist drugačen v nočnem času. Zdaj smo rad nočne izmene. Ja. Edine skrb je pol, kako nadoknaditi spanc, verjetno. Ja, to je pa vedno problem. Ja. To je pa vedno problem. Ja. Koliko imaš pa? 6-7 ur imaš dost, ampak jih ne nabereš. Kaj, ponočni? Ja, Ne, včasih ponočni sploh ne grem spat. A pa za kakšne 2 uri, da se uležeš. Se pravi, s partnerko so v kontrasmenah. Če je vikend, ko imaš otroke doma, kaj? Naj jih zapakiram, kaj predrisam, ko pa spim 6 ur. Ja. Ne, ponočni včasih 2 urci max, pa zvečer malo bolj zgodil pojso, ne vem, 10-11. Najpogostejša napaka je voznikov, ki se umikajo rešilcev. Malo smo že umeli, lahko pa samo obnoviva. Panična reakcija na bremzo, to je najhujše, kar se lahko zgodi. Okay. Ali pa če vidijo v križiščih prost pas, da se postavijo edini iz kolone na tisti prost pas, ki bi lahko še mi sicer imel. To je klasična napaka, bi rekel. Najboljši način za sprostitev po službi. Je zmer fitness, ali nekdaj tudi kolo, kaj drugega. Ja, zdaj polet grem jaz kolesom v službo in iz službe, a ne? V dnevno izmeno in je fajn, kad ti si 40 minut pedaliraš, se že dosti sprostiš. Drugače pa to, ali fizična aktivnost, lahko je pa da tudi kakšna knjiga, pa bolj druga aktivnost. To čisto odvisen od dneva pri meni, odvisen od situacije. Včasih je pa samo to tist, če imaš res težek dan, jaz ful cenim tišino, če dalje bolj. In ko prideš domov, ko rečeš, ok, zdaj pa samo 5 minut miru, ko imaš vse tisti čez dan, sirena, upitje, telefon, postaja, res imaš tega hrupa ful več in ko prideš domov, hočeš samo da prideš k sebi. Mrzkdo se pa tukaj ne znajde v tisti lastni tišini pa miru. Vem, ampak vprašal si, kaj jaz, in meni ta moja tišina, da sem sam s sabo, mi ogromno pomeni. Pa knjiga tudi kakšno prebereš? Ja, dosti berem. Zadnje čase od tiste poškodbe naprej ful berem. Zdaj se moja Katja se dela norce s tega. Aj kakšno tako v tem, ki si jo prebral v tem zadnjem času, ti kakšno še poseben vtis nadela na tebi? Ja, res dela, se tudi pogovarjal, berem Teorijo naj. Teorijo naj, nočem delati reklame, ampak je zelo dobra. Ne, v redu, jaz ponovate kakšno tako vprašanje v smislu knjižnih priporočil ali pa no, drugače ta knjiga v bistvu govori o temu, pusti drugim, naj bodo oni, ampak se zavedaj, da naj tudi oni pustijo tebe, da si ti. Se to ni več reklama, to je knjižno priporočilo. Teorija naj je zelo zanimiva knjiga za branje. Evo, grand finale. Kava na začetku ali na koncu smene in koliko kav na dan? Bože, naša zdravnica, ki nas pregleduje redno za delo. Bo ona dol zakrožila. Ne, drugač, ne. Zihar je kašta, ne? Ja, ne, ob začetku smene obvezno, ne, to dnevna ali nočna. Pol pa, kolikor imaš čas, drugač pa 13 smeno, 3-12 urnih. A to so oni z avtomata, ti sploh ne me kava. To sploh ne šteje. Ti si včasih tako ugabno, ko spiješ, da ti je žal, da si vzel. Tala ti je bila všeč, je bila v redu. Vrhunska. No, to je bila top. Best. Domen, najlepše ti hvala. Hvala tebi za povabilo. Za vse informacije, da si malo približil ta svoj velik poklic, to besedno obilo uspehov pa sreče. Še naprej. Češ pa še kdaj prvol povlet, pa še kakšno rečejo. Z veseljem, vedno. To je to. Dašte se. Čau.